Živijo in dobrodošli v zadnjem letošnjem druženju s kanalom vnaravo.si. Nahajam se v Begunjah in gremo tjale gor na Begunjščico, 2060 metrov visok vrh. Pa ostanite zraven, ker bomo naredili še malo refleksije oziroma malo bom povedal statistiko letošnjega leta. Fino se bomo imeli, razgledi bojo super, dan bo, sonce, to je to, gremo. Za začetek sem se zapeljal v dolino Draga, naprej od gradu Kamen. Plan je pa tak, da grem v krožni turi na Begunjščico. Uspel se bom čez planino Preval, spustil se bom pa čez Roblek in nazaj semle. Zelo zanimiva dolina, take strme skale. Tukaj pa drugače je pot proti planini Prevala. Očitno ne bo krožne poti. Je pa tukaj koliko materijale od letošnjih ujem. Je dolino kar lepo preoblikovali. Kakšne pol urce smo šli več ali manj po cest. Tukaj gremo pa na pešpot. Parkrat prečkamo cesto, ampak gremo pa skozi po pešpoti. Da počasi prihajamo na planino. Kaj sem pozabil, ko se imenuje, bom pa gor prebral. Na planinci se da dobiti tudi kaj za jesti, ampak ne pozimi. Mi pa kar naprej pičimo. No, tale planinca ni bila to, kar sem mislil, da je. Je na višje planine, na kateri sem že bil. Aha, zdaj smo prišli na to planino. Evo, bom posnel. Ja, dobrodošli na Poljški planini. Tukaj sem že bil, to, kar sem pa do zdaj prehodil, je bilo pa prvič zame. Tukaj naprej pa proti Roblekovemu domu, pa začne se malo bolj strmo vzpenjati. Takole pa še malo pogleda proti soncu. Tale naravnost je dobrča. Žal nimajo drv, da bi kaj prispeval. Je pa to za na Roblek gor prosil, ne, seveda. Celo malo se poravnal vmes. Pri tretji tabli za drva se pa začne kar resen sneg. Mislim, resen drseč. Sem na razpotju, ker nadaljujem gor za Roblek. Prije pa tle z desne pot iz Prevale. In prelom gospod, ki sem ga ujel, mi je predlagal eno pot, pa bom na vrh gor pogledal malo na zemljevid, pa bomo videli, če se bom znašel. Tako da mogoče vse en krožno naredimo. Ojej. Na Robleku smo. Bom tamle s terase cel razgled posnel. Drugače pa tukaj tudi razpotje, se pravi, lahko se tukaj gor iz Završnice pride iz Tinškove koče in se pol prek planine, prek Poljške planine dela krožno turo.
Sicer sem se mislil tle ustaviti, ampak zato, ker sem nameraval tle dol iti, ne. Tudi če bom šel po isti poti dol, se bom pol ustavil, tako pa bomo videli, pa mogoče na prevali. Se bomo danes kar še nekaj tega naučili. No, tole so pa razmere idealne za deresce. Jaz jih sicer manj s sabo, ampak mi je kar kul brez njih hoditi tudi po takem. Če boste šli polet na Begunjščico iz Ljubelja, boste tlele prišli. In potem nadaljevali skupaj gor. Bom tudi desno gor pri Limu videl, ko sem šel lanskega poletja eno turo. Tole dole pa drugače dolina Draga, ki zaključuje grad Kamen, ne. Potem je drugače tudi Avsenik pel, oziroma so pel, pa tudi v Robleku, pa kot verjetno veste, je Avsenik iz Begunj. Ja, tamle dol, tukaj zadaj, je pa planina Prevala. Pogled proti vrhu, drugače pa pozimi, pa tudi poleta, ne, sva tale travnata pobočja, ki so zelo strma, so precej nevarna, če ti drsne. Se ne ustaviš do doline, če ne znaš cepina uporabljati, pa če ga nimaš v roki. Tamle dol so pa, po mojem, da gamsi. Prav malo približati. Ko že misliš, da si skoraj gor, je pa še tole. Tole Vrtača, spodaj je pa planina pri izviru Završnice, oziroma koča pri izviru Završnice, je pa Smokuška planina, če se ne motim. Dobrodošli na Begunjščici. Malo pihlja, tako da upam, da se bo kaj slišal. Gremo kar takoj razgled. Storžič, te glavne Kamniške, Dolgi hrbet, Raduha, potem je greben Košute, Avstrija, Dravska dolina, tukaj spodaj je Zelenica, Vrtača, Palec pa Zelenjak, Stol, Škrlatica, Triglav, Bled, Krn, Južne Bohinjske, Snežnik ven, ne vem, če se ga bo videl. To je to, smo že okoli. Tole so pa eni optimistični, da bojo zleteli. Kar piha. Tole je še selfie z vrha, pa se pol malo nižji predstavim, ker piha. Pa bomo tam nekje pojedli, pa še kaj povedal. Pa gremo še padalce pogledati. Tole dol je Zelenica, pa koča na Zelenic. To je pa centralna grapa, po kateri gre pot pozimi gor na Begunjščico, ne.
neverjetno. Tle sem prišel, pa je nehal pihati. Tole je pa drugače šentlanc. To pa ponovadi se za sestop uporablja, ampak da le vidim, da je vse spihano in da ni nič snega. Ja, telim padalcem je pa precej zameštrali te nitke, pa to veter premočan, tako da vprašanje, če bo zletel. Pa tole sem vam še hotel povedati. Se pravi, letos smo posneli okoli 80 izletov. Od tega jih je tole 39. Izlet, ki smo šli na 2000 metrov. Vsega skupaj je bilo narejenih približno 93 000 višinskih metrov. Prehodil sem okoli 1200 km, pa zato sem porabil okoli 626 ur. To je nekje statistika leta 2023. Kaj pa še malo nižji povem. Tole pogled nazaj. Vrtača. Zelenica. Tole pa moj naslednji cilj. Tle spod planina Prevala. Pa bom šel pa po cesti, cesta gor pripelje, tako da bom šel po cesti proti dol, proti Draginu. Seveda pa hvala vsem, ki spremljate kanal, pa pomagate pri tem, da postajamo vedno večji, vedno bolj prepoznavni. Cilj še vedno ostaja, da se naredi nek kanal, kjer bomo lahko planinci ali pa tisti, ki rabimo ideje za izlete, dobili ideje tudi v video obliki. Drugače pa tudi na spletni strani vnarava.si so pa tudi stvari v pisni obliki. Pa tudi seveda v pisni obliki dobite tudi na drugih kanalih oziroma na drugih spletnih straneh. Tako da za nov let 24. cilj, da pridemo iz telih cirka 2200 sledilcev na YouTubu na nekje od 7 do 10 000. Zdaj pa da vidimo, če bo šlo. Tukaj pa zgleda, kot da bi lahko skočil kar do Prevale. Tole planinsko tihožitje. Tele sedaj kar kakšno urco sedel, bi človek kar zadremal, ampak je prestrmo. Da bi se ulegel pa zadremal. Gremo naprej, ne? Takole, ko je dosti snega, je prav lušten, pa tam, ko ga pa ni, oziroma ko ga je bolj malo, me pa že parkrat, dvakrat na rit vrgal. Si že Prevala vidi. Kakšen veličasten pogled. Ampak krave tudi še kar zunaj. Uživajo v svobodi. Ne bom se čisto do planine spustil, ker se moram držati tele ceste. Čeprav pa vidim, da je shojen tamle. Grem vprašati. Hvala uživa. Grem vprašati, če je tale pot prehodna. Evo, zvedel sem, da tukaj, če grem po bližnjic, oziroma po tej poti, pridem na cesto, pol pa po cest naprej. Pa po uni poti, ki smo šli prej gor. Prostor za vdih, predvsem če greš gor.
Čist preoblikovana pokrajina. Tukaj je mogli teči vse popreke. Tukaj je prav reka tekla dol. Noro. Kakšna moč. Tako, zdaj sem do ceste prišel in bom šel kar po cesti naprej. Ker tukaj naprej dol je pa pot zaprta. In nisem še nikoli šel, pa tudi ne vem, kako je. In brez veze tvegati. Kakšne pečine, drug se, ne? Tole pa ena razgledna točka. Moje pa lovci. Zdaj ga vam se opazovati. Se pa cesta rahlo vzpenjala. Na najvišji točki ceste se pa takale panorama pokaže. Glede na to, da sem na aplikaciji Komoot videl, da je pod mano malo nižji dol glavna cesta, na katero tudi ta pol pripelje, vmes kar tle bočil dol po bližnjici. Pa bom prišel na cesto. Ker ni tudi, ne vem, kva strmotla. Gremo. Koliko neverjetno je. Bližnjico se spomnim, da bom šel nekje, pa spomenik najdem sredi gozda. Drugače iz druge svetovne vojne. Sem že na cest. En zelo lep kos poti sem si prišparal. Ja, vsega enkrat konca, ne. Tako je tegale iz leta konc. Tako je leta 2023 konc. Ampak super je, ker se začne novo leto, novi izleti, nova druženja. In še enkrat bi se vam rad vsem zelo lepo zahvalil za vso podporo, za vse lepe besede, za vse donacije, za vse, ki ste majčke kupili in nasploh hvala vsem. Predvsem pa tistim tudi, ki ste šli z mano, pa ste tudi v fizični obliki pripomogli, da ta kanal raste. Današnja tura sicer tehnično enostavna, zdaj, če bi šel po tej poti dol, ki je sicer zaprta, je potem zelo zahtevna, ker en kos poti ima jeklenice pa lojtre. Drugače pa to, kar sem šel pa jaz, pa enostavno, morate povedati, da v teh razmerah zelo hiter rata, zelo zahtevno pa nepredvidljivo. Tako da tura za polet ni problema, za takole v zimskem času moraš pa imeti nekaj izkušenj, pa za vsak slučaj tudi opremo s sabo, ne. Tako da ne brez glavo v hribe. To je to. Imejte lepo Silvestrovo, dobro se imejte, radi se imejte, ne se kregati ali pa ne zameriti, tudi če se skregaš, ne zameriti. Kaj naj še rečem, še kakšno bistro. To je to, no. Hvala, ker ste ostali z mano do konca, pa lep dan še naprej.